Hej, fol, ko ste kaj? Ne vem, če ste opazili, ampak zadnje čase cene vsega hodijo konstantno gor. Kako tega ni uspel noben prej napovedati? No, in našla se je skupina ljudi, ki mislijo, da vejo, kdo je kriv, zato da hodijo gor cene vsega istočasno. Trgovine. Bojkot Slovenija. 27.1 do 2.2. Mercator, Spar, Tuš. 3.2 do 9.2. Lidl, Hofer, Leclerc, Eurospin. Delite za prijatelji, družino. Napiše se s prijatelji, ampak okej. Eni ljudje so pač preveč zaposleni s tem, da imajo radi svojo domovino, da bi se naučili njeno slovnico. Zdaj, če komu slučajno ni očitno, kako neverjetno neumna je ta pobuda, prosim, ne se razmaževati. Sej vem, da vam je vaša sestrična ful seksi, ampak probajte narediti nekaj družbeno koristnega in bojkotirajte njo. Da razložim, trgovinam je čisto vseeno, če vi hodite k njim kupovat enkrat na teden ali pa na 2 tedna. To, da en teden ne kupiš nič in potem naslednji teden narediš 2-krat večjo zalogo, jim ne spremeni praktično nič. Kot sem napisal na Facebook, ja, na Facebook, okej, sem pač v teh letih zgleda. To je kot da bi hujšal tako, da en dan ne poješ nič in pol drugi dan poješ vsega 2-krat toliko kot ponavadi. Shujšal ne boš nič, samo lačen boš cel dan za brez veze. A ja pa, to idejo so drugače pobrali iz Hrvaške, kjer je folk že predlagal tak isti bojkot in ljudje so to dejansko kupili. Skoraj 50% manj prometa so imeli v trgovinah na dan bojkota in to je mogoče najboljši argument proti demokraciji, ki sem ga videl zadnje čase. Ja, demokracija je volja ljudstva, ampak ljudstvo je retardirano. In seveda, trgovine sploh niso krive za to, da cene hodijo gor. To je preprosto nekaj, kar se bo normalno zgodilo, ko centralne banke tiskajo ful enega novega denarja. Ni da se stvari v trgovini dražajo, denar postaja bolj poceni. Tako da, če res hočete kaj bojkotirati, bojkotirajte evro. Če imate kakšne prihranke, razmislite o tem, da jih pretopite v kaj bolj odpornega na inflacijo, kot recimo delnice, drage kovine, ali pa kot mogoče že veste, meni najljubšo opcijo Bitcoin. Ampak več o tem kasneje. S temi akcijami ne boste dosegli čisto nič. Vse, kar je ta folk bojkotiral, je zdrava pamet in grafične oblikovalce. Zdaj, malenkost bolj inteligentno objavo od te je imel Zoran Stevanović iz resni.ca na TikToku. Ampak res malenkost. No, zdaj imamo možnost pokazati moč ljudi. Zdaj imamo možnost pokazati jajca in se izviti iz suženjstva. Jasno je, da tako ne gre več. Teža cen, položnic, davkov je postala preveč za pleča tega naroda. In vidite, da gre velika večina v žepe pokvarjene oblasti po njihovih gospodarjev. Treba jih je udariti tam, kjer jih najbolj boli. To je po žepu. To, Zoran, prav imaš, davki so previsoki. Dovolj imam tega, da pol leta delam samo za futra državo. Kako jim lahko vrnemo? Ponavadi vas pozivam, da nekaj naredite v znak protesta. Danes vas pozivam, da ne naredite nič. V petek 31. januarja ne kupujte ničesar. Nobenega goriva, hrane, pijače ali pa drugih izdelkov. Popolnoma nič. Nič ne kupovat, ne niti tankat. Ja, to bi kar delovalo, če bi lahko tudi svojemu avtu dopovedal, da je ta dan davčni post in da najrajši vozi na zrak namesto na bencin. Ne vem, probajte. Bodite doma, posvetite se sebi, družini, športu, uživajte. Pokvarjena oblast bo čutila posledice tega. Davki za ta dan bodo drastično padli, narod pa ne bo čutil posledic. Ne pozabite, mi smo ljudstvo, mi smo moč. Pokažimo jih, kako mehni so, ko ustanemo. Stari, kaj točno jim boš pokazal s tem, da greš v trgovino en dan prej ali kasneje? Kaj se jim bo spremenilo tukaj? Okej, to, da ne iti nikamor, bi lahko malenko spremenilo, glede tega, koliko poberejo gostincem tisti dan. Samo kot prvo, kaj, zdaj moram biti kar doma za brez veze za vikend? Po tej logiki se lahko odrečemo tudi vsem zabavam, dopustom, prireditvam. Gremo si ful poslabšati življenje, zato da jim lahko pošljemo eno majhno sporočilo, kako nam ni vse v redu. Wow, zdaj se počutim ful manj sužen naenkrat.
In kot drugo, sej so država. Če jim zmanjka denarja, bojo samo dvignili davke in rešeno. Sej ne moreš reči ne, pol pa ne bom imel zdravstva preko vas. Si prisiljen, v tem je fora. In najboljši del je, da očitno so mu tudi drugi rekli, kako je to brez veze in nesmiselno, ker je potem dal ven še ta video. Poslušaj to, dva goloba sedita na veji, pred njima gori hiša. Veš, kako se je mogel tle zdeti sam sebi pameten, ker je za metaforo izbral prav golobe? Konec, zajel je strahovit požar, gasilci se matrajo, ne morejo jo pogasiti. V tem momentu en golob poleti do prve luže, v kljun zajame vodo, leti nad hišo in strese vodo iz kljuna na ogenj. Prileti nazaj na vejo, pa ga vpraša drugi golob. Če ne bi bilo te zamišljene muzike od zadaj, bi mislil, da bo to nek vic. Ej, veš, kaj delajo 3 golobi na eni golobici? Ne, kaj? Imajo grupiča. Ja, kaj si pa ti pripomogel s to kapljico vode? Prav ta, vse ni važno, samo naj se ve, na čigavi strani sem bil. Na čigavi strani boš ti v petek 31. januarja. Torej, tip prav prizna, da to ne bo imelo nobenega učinka in da je čisto brez veze, ampak to počne samo za pokazati, kako je dobra oseba. Sem mislil, da bomo pokazali moč ljudi in se izvili iz suženjstva, Zoran. Kaj se je s tem delom zgodilo? Pa sej nisi to samo neki nabijal za brez veze, ne? Prej je bil cel neki: ljudje vseh dežel, ovržite okove svojega tlačanstva! In zdaj je naenkrat: no, glavno, da vejo, da nisem čisto zadovoljen. Tudi če misliš, da ni efekta, bod na pravi strani, strani ljudi. Tudi če misliš, da Bog ne obstaja, zmoli eno zdravo Marijo. Na ta dan ne kupi ničesar, posveti se sebi in svojim in čim več ljudi prepričaj v to. Moč ljudem. Delajte simbolične geste, ki nič ne spremenijo. Moč ljudem! Mislim, kakšna totalna jajca, jaz ne morem verjeti. Tudi pokaži, da si na pravi strani komu. Kdo bo sploh videl, da jaz nisem šel v trgovino? Kaj, drugi ljudje, ki jih ni bilo tam? Stari je edini človek, ki se je pri tej zadevi karkoli pokazal, si ti. Nekako, kot da bi rad, da vsi delajo neko brezvezno, nekoristno zadevo, samo zato, da se ti s tem kurčiš. Če ne bi vedel boljše, bi mislil, da je to samo nek prazen publicity stunt zate in za tvojo brezvezno stranko. Da bolj kot za ljudi, to počneš na račun ljudi. To mi je vedno zabavno pri teh novih obrazih v politiki, ko rečejo: imamo 10 strank, ki delajo samo zase in jim je vseeno za ljudi. Kar je res, ampak pol ustanovijo svojo in zdaj imamo 11 strank, ki gleda samo nase in jim je vseeno za ljudi. Vse drugo. Drugače, če bi se hoteli iti kakšno resno davčno razbremenitev, bi lahko pri resni.ca se obesili na kaj malo bolj tehnega. Recimo, da se DDV zniža nazaj na 20%. To, da je zdaj na 22, je drugače začasni krizni ukrep iz še prejšnje recesije. To je bilo kao samo za kratek čas. Ops, zgleda so malo pozabili. In sej vem, da bo zdaj spet nova recesija kmalu, ampak če zdaj znižamo DDV na 20, ga bojo, ko pride, mogoče dvignili samo nazaj na 22 in ne na 25. Za na konec bi se pa rad zahvalil mojemu sponzorju Kriptomat, ki me podpira pri tem, kar delam. Če bi radi začeli investirati v kriptovalute, so zelo začetnikom prijazna platforma. In če se registrirate preko mojega linka v opisu oziroma uporabite mojo kodo MarkoZ, vam bojo po prvih 100 evrih prometa podarili 25 evrov v Bitcoinu za eno tako popotnico na vašo kriptopot. Mislim, bolj prijazni kot tako. In to je bilo vse za danes. Lajkajte ta video, če boste tudi vi za ta bojkot izkoristili manjšo gužvo v trgovinah. In naročite se na moj kanal, da ostanete na tekočem z vsem dogajanjem naokoli. Ajde folk, čau!